Če v košarki proti nekomu izgubiš za več kot 40 točk, je težko oziroma nemogoče pričakovati, da boš istega nasprotnika čez 3 dni premagal. Kljub temu Portorožani v drugo tekmo s Krko niso šli z belimi zastavami. Smo danes stopili skupaj, smo šli odločno v tekmo in mislim, da smo res prikazali en pravi obraz. Ladjarji so v prvem polčasu pokazali, da znajo pluti tudi po Krki. Navduševali so predvsem z igro v napadu in na odmor odšli s 6 točkami prednosti. Črne minute so sledile v tretji četrtini. Gostje, ki lovijo 5. zaporedni naslov, so stopili na plin in s čvrsto obrambo onemogočili domačine. Portorož Krka 72 proti 87. Gor smo šli z malo preveč spoštovanja v dvoboj, ampak doma jaz mislim, da smo pokazali, da znamo boriti. Na začetku smo šli preveč mehko v tekmo, oni so zadeli par odprtih metov, zelo dobro krožila žoga po njih in razleteli so se in potem jih bilo težko zaustaviti. Vendar v drugem polčasu smo nekako se zbrali in zaustavili te njihove mete in končno naša igra v napadu iztekla in smo na koncu zmagali. Z uvrstitvijo med 8 najboljših so Portorožani presegli vsa pričakovanja. Pred prvenstvom jim je večina napovedovala borbo za obstanek. Moram priznati, da je bilo veliko truda vloženega v vse to, kar smo dosegli. Mislim, da noben ni pričakoval, niti sami. Mogoče avgusta nismo vedeli, kaj nas čaka. Če se igralci in strokovni štab lahko veselijo zasluženega počitka, pa bodo morali vodilni v klubu v naslednjih dneh stakniti glave in razmisliti, kako Portorož utrditi v prvi ligi.